18. usporednik. Ja, lepo pozdravljeni v 18. usporedniku. Ne Helgo, Majo Derčar smo poklicali v Berlin. Maja, lep pozdrav. Lep pozdrav iz sončnega Berlina. Super. Maja, Nemci so vedno sloveli po pragmatičnosti, smo rekli, po praktičnosti, če hočeš po trezni politiki. Ampak zdaj smo 2 tedna po volitvah, nekaj vem, da si obljubljala sestavo nove nemške zvezne vlade, tam nekje do velikonočnih praznikov, konec aprila, ampak zadeve se zaradi Trumpa in njegovih genialcev skokovito spreminjajo. Ne vem, če bodo Nemci tako zlagoma lahko sestavljali operativno vlado. Kaj praviš? Ja, v resnici, ko je Merz napovedal sestavo vlade do velikonočnih praznikov, so vsi rekli, da je to zelo optimistična časovnica, namreč v Nemčiji te sondaže potekajo običajno dlje, če se spomnimo samo leta 2017, to je bilo v zadnjem mandatu Angele Merkel, so potekala 6 mesecev. No, rekord je uspel recimo Schröderju in Joschki Fischerju leta 98 v 4 tednih. Ampak resnično je časovnica tam 8 tednov do velikonočnih praznikov kar optimistična, namreč na sestavljanje vlade in na zares težke kompromise sta obsojeni konzervativna unija in na volitvah potolčeni socialdemokrati, in ti 2 stranki sta že programsko vsaka na svojem bregu. Je pa SPD, torej socialdemokrati, zaenkrat je ta stranka v ozadje potisnila svoje levo krilo, tako da so predsedujoči stranki Lars Klingbeil, ki velja za bolj sredinskega človeka, prevzel tudi vodenje poslanske skupine in je prvi mož pogajanj v svojih vrstah. On in SPD-jev obrambni minister Boris Pistorius štejeta med ljudi, ki lahko z Merzem sklepata dogovore. Zdaj, ko omenjaš Trumpa in vse te njegove grožnje in negotovosti vsak dan, potem so res pogajanja tu v Nemčiji dobila pospešek, ko se je pogled Evrope uprl v Nemčijo z vprašanjem, kaj boste zdaj storili glede obrambe, kako se lahko vi branite v primeru de facto nedelujočega 5. člena NATO-ve pogodbe, kaj vi lahko prispevate dodatno, da bo Ukrajina vzdržala ruske napade, zlasti če se ZDA umaknejo. In tako sta bodoči koalicijski stranki sprejeli skoraj zgodovinsko odločitev, da se Nemčiji omogoči fiskalni prostor za zadolževanje in investicije v obrambo, istočasno pa so SPD-jevci dosegli dogovor o 500 milijardnem skladu za infrastrukturo, ki potrebuje temeljito sanacijo. In to je velik uspeh za SPD, ki se ga še sami niso nadejali. Klingbeil je svojim menda zabičal, da se ne bodo pred kamerami preveč smejali in ponašali zmago iz obzira do CDU. Namreč Merz je celotno volilno kampanjo in tudi svoj ugled gradil na premisi, da je treba paziti pri izdatkih, nič zadolževanja, nič obremenjevanja bodočih generacij. Zdaj pa je seveda naredil 150-stopinjski obrat in s tem je nekoliko razburil tudi vrste v lastni stranki, ker konzervativci so proračunski jastrebi, sploh pa v Nemčiji, kjer je domovinska pravica ordo liberalizma. Ampak kot kaže danes, kot je tudi kazalo včeraj, zdaj ko so pač konzervativci popustili pri zadolževanju, bodo hoteli zategniti pas na drugih področjih. In zdaj to so migracije, to so socialne pomoči, tudi morda financiranje nevladnih organizacij. Se spomnimo še Grčije, ja, in Nemčije takrat, ni tako dolgo nazaj. Ampak zdaj, Maja, poslušam novice iz Nemčije, nekje sem zasledil sicer drugačno številko 200 milijard evrov. Za toliko naj bi svoje obrambne sposobnosti, kot temu olepšano rečejo, dvignili Nemci, ne? Ampak odhajajoči kancler Scholz se verjetno s takimi ogromnimi denarnimi sredstvi takole tik pred predajo kanclerske pisarne niti ne sme ukvarjati. Tudi če bi hotel, bi moral verjetno novi kancler Merz kaj reči zraven. Ja, seveda, to bo povsem stvar Merza, si je pa seveda tudi Olaf Scholz še za časa svoje vlade želel več
proračunskega prostora in spremembo fiskalnih pravil, ki so zapisani v ustavo, pa mu to ni uspelo, ker je imel v vladi jastreba, finančnega ministra Kristjana Lindnerja iz liberalnih, svobodnih demokratov, ki pa zdaj v novem sklicu parlamenta sploh ne bodo več sedeli. Zdaj bo treba za povečanje dolga s spremembo ustave v Bundestagu doseči dvotretjinsko večino še v tem sklicu in pri tem bo nujno tudi sodelovanje zelenih. Zeleni pa so v teh dneh zelo besni. Friedrichu Merzu zamerijo, da je leta in leta pripovedoval, kako država meče denar skozi okno. Potem pa je v bistvu teden dni po volitvah zahteval dodatno zadolževanje, ki se ga je doslej otepal. In zeleni to svojo privolitev v glasovanje pogojujejo s tem, da bo treba dodaten denar nameniti tudi boju proti podnebnim spremembam, tako da Merz se zdaj sestankuje tudi z njimi, se ukvarja tudi s tem. Ampak Merz, to je treba še enkrat poudariti, je naredil obrate za 180 stopinj. In zdaj prihaja tista težka faza pogajanj, ko bodo morali pa drugi popustiti. Vidiš, kako se hitro lahko obrne plošča, ne, če so takšne želje. No, ampak Maja, rekla si mi, da si se pred dnevi pogovarjala z znanim vojaškim profesorjem z münchenskega Bundeswehra, Karlom Masala je to, in da ti je on omenil strah vojaške stroke, da bi Putin tako malo zavajal in zgolj za preizkus NATO-ve reakcije lahko sprovociral napad na Estonijo in preveril tisti znameniti 5. člen Severnoatlantske pogodbe, ne, če sploh še kaj velja. Ja, torej profesor Karlo Masala, on je eden najbolj znanih, zaželenih sogovornikov v tem trenutku, profesor politične znanosti, strokovnjak za vojaške zadeve. V 3 dneh bo išla njegova knjiga z naslovom Če Rusija zmaga. Masala je prepričan, da bo Putin z omejeno vojaško akcijo provociral vzhodno krilo NATO, se pravi Baltik, Estonijo. On da primer, ampak to je res samo primeroma treba vzeti. Estonsko mesto Narva leži na meji z Rusijo, ima 50.000 prebivalcev, 88% jih govori rusko, 35% jih ima ruski potni list in Masala pravi, da bi Rusija lahko ukorakala z zahtevo, da zaščiti svojo manjšino in da bo to preizkus za NATO in da recimo NATO ne bo prišel na pomoč. ZDA ne bodo pomagale Estoniji in to bi de facto pomenilo, da je NATO mrtev. Mimogrede, ko je bil Zelenski na tem ponesrečenem insceniranem obisku v Beli hiši, je Trump na eno od novinarskih vprašanj, ko je šlo za jamčenje varnosti na Baltiku, okleval z odgovorom, če se spomnimo. No, ameriški obrambni minister Pete Hegseth je sredi februarja že dejal, da ZDA ne bodo več primarni varuh Evrope s konvencionalnimi sredstvi in to lahko pomeni tudi zmanjšanje števila ameriških vojakov na evropskih tleh. In to, kar zdaj gledamo v zadnjih dneh, evropski vrh v Bruslju in tako naprej. Evropa se poskuša postaviti na lastne noge obrambno. Evropi brez Združenih držav manjka strateškega orožja, satelitov, ladij, raket dolgega dosega, zračne obrambe. Masala deli mnenje francoskega predsednika Macrona, da bo preteklo 10 let, preden se bo Evropa sposobna braniti, ampak zato mora v 4 letih zelo, zelo pospešiti to krepitev obrambne sposobnosti. Tu v Nemčiji se zdaj pogovarjajo tudi o jedrskem dežniku. Kot smo slišali francoskega predsednika, je ta pripravljen na razširitev te varnosti tudi v sodelovanju z Nemčijo. Sicer Francija ima samo 300 jedrskih konic, Olaf Scholz pa je v bistvu skeptičen do sodelovanja s Francijo in še vedno stavi na ameriške jedrske ščite oziroma Američani imajo tudi jedrske bombe v Nemčiji.
Maja, kam sva zabredla, ne? Če samo pomisliva, če se odščipneva. Si imela občutek, da je profesor Masala to vzel zgolj kot neko parabolo, da bi lažje opisal, napisal knjigo ali špekulacija, kaj je bilo to? Ne, zato ker bom povedala še malo bolj poenostavljeno. V Nemčiji, pa tudi sicer v Evropi, sta dva tabora. En tabor verjame, da je Putin napadel Ukrajino, ker je želel zaščititi manjšino, odgovoriti na neke ukrajinske provokacije in da nima drugih imperialnih teženj. Drugi tabor pa pravi, da Rusija, ki to vsak dan dokazuje s hudo hibridno vojno, ima te imperialistične težnje, da smo lahko poslušali tudi Medvedjeva, ki je že omenjal, da Baltik ni varen pred Rusijo in tako naprej. In v ta drugi tabor, ki ima zaslombo tudi v podatkih obveščevalnih služb, je močnejši in Carlo Massala resnično verjame, da je zdaj čas, da Rusija izzove nek incident in da NATO dejansko ne bo prišel na pomoč in Trump je v bistvu že to nakazal. Tako da ampak Maja, kako se pa ta dva tabora odražata v javnosti nemški? Ne vem, če opažaš navadne Nemce, so meščane, Berlinčane, poleg sebe, so morda že pretirano panični, mogoče, saj Slovenci po večini še nismo, no, to lahko rečem, bi si pa verjetno Slovenci kot zmeraj želeli, da bi nas napadli, ampak nemški turisti in to čim bolj množično. Zdaj seveda govorimo o vsakoletni berlinski turistični borzi, ki je bila te dni in na katero slovenski turizem še vedno največ stavi, če je meni kaj jasno. Ja, ampak ko si najprej vprašal glede tega javnega mnenja pri obrambi, seveda so tudi v Nemčiji kar močne sile, vendar niso v večini, ki sodijo v ta prvi tabor, ki sem ga omenjala, ne? Recimo stranka Zare Wagenknecht, Levica in tako naprej, ki zahtevajo diplomacijo in v Putinu ne vidijo nevarnosti, večjo nevarnost vidijo v Evropi, ki ves čas provocira s sankcijami in tako naprej. Ampak ravno včeraj so bili objavljeni rezultati merjenja javnega mnenja in velika podpora, 66% ljudi je za krepitev oboroževanja. Tako da 2/3 Nemcev dejansko ocenjujeta, da je skrb glede Rusije več kot upravičena. Tako da, opažam pa razliko med Nemčijo in Slovenijo, kar se javnega mnenja tiče. No, greva k turizmu. No, kaj pa ta napad nemških turistov, se ga lahko bojimo oziroma veselimo? Ja, morali bi se ga veseliti, ne? Ker vprašanje je, koliko časa lahko ta napad traja glede na njihovo nezavidljivo gospodarsko situacijo. To je tudi nekaj, kar se bojijo v Slovenski turistični organizaciji, da bi usahnil ta priliv. Ja, včeraj se je sicer zaključil eden največjih turističnih sejmov na svetu in to je turistična borza v Berlinu, ki jo v 3 dneh obišče 100.000 ljudi. Slovenija nikdar ne zamudi predstavitve, ki jo organizira Slovenska turistična organizacija in tudi letos se je pohvalila z dobro obiskano stojnico, ki ima, to moram povedati, res odlično lego. Ni tam v predelu Balkana z Albanijo, Romunijo in tako naprej. Menda je med Nemčijo in Avstrijo bila locirana. Ja, med nemško in avstrijsko stojnico in ravno med mojim obiskom je recimo potekal sestanek med slovensko in avstrijsko stranjo o skupni predstavitvi na tujih trgih in tako naprej. Nemški turisti za nas res še vedno predstavljajo glavno skupino, prihajajo iz Bavarske in iz dežele Baden-Württemberg.
Na naši stojnici se je recimo predstavljal tudi Maribor, ki vabi zdaj zumarje, mlade popotnike, ki imajo radi kulturo, urbano doživetje in tako naprej. No, na slovenskem veleposlaništvu v Berlinu pa se povezujejo in iščejo priložnosti zlasti v vzhodno-nemških deželah, ker v njih Slovenija še ni tako poznana, recimo na Saškem. Ampak veliko slabost predstavlja to, da ni neposredne letalske povezave med Berlinom in Ljubljano, ker potem Berlin je tudi izhodišče za vzhodno-nemške dežele. No, ampak ko smo ravno pri letalskih povezavah, naj omenim, da se v ponedeljek na 11 nemških letališčih obeta kar obsežna stavka in seveda to prizadene potem tudi lete med Ljubljano in Münchnom in Ljubljano in Frankfurtom. Namreč tukaj, kot zdaj je to že navada vsako leto, protestirajo oziroma sindikati v javnem sektorju zahtevajo višje plače in to velja tudi za letališke delavce. Tako da v ponedeljek bo stavka na 11 letališčih, vključno z vozliščema Frankfurt in München. No, morda pa bo ta letalska navezava med Berlinom in Ljubljano končno prispevala k temu, da ne bodo Nemci mislili, da morajo peš priti v Slovenijo. Vidiš, pa so vsaj malo optimistično bolj zaključila in šla stran od tistih vojska. Hvala lepa, Maja Derčar. To te kar boli, vidim, ampak resnično... Ampak v Bruslju se že dobro leto govori o pripravah na vojno. V Bruslju se govori marsikaj in ne samo leto, ampak že veliko let. Pa bomo videli, jaz mislim, da preveč panike tudi škoduje. No? To je res. Tudi jaz mislim, da se bo nekaj tudi poleglo, da ne bo vse izpadlo tako, kot zdaj v pripravah na tako rekoč vojno. Ampak vseeno je treba določena opozorila verjetno vzeti kar zares. Pa juha, pa vroča, pa skuha, saj veš. Lep pozdrav, Maja Derčar, hvala ti in se slišimo prihodnjič v naslednjem miru. Ja, tako. Hvala lepa.